Biser, znan po Evropi in svetu, privablja obiskovalce predvsem zaradi ugodne klime, lepe narave in urejene turistične infrastrukture. Svoje mesto najdejo tudi ljubitelji kulture, glasbe in kulinarike, nekoliko pa je poskrbljeno tudi za športne aktivnosti, predvsem tiste množične. Vedno bolj pa se opozarja na potrebo dodatne športne ponudbe, ki bo obogatila turizem. Ima izredno ugodne možnosti, pogoje za razvoj športa v turizmu ali pa športnega turizma, kako to imenujemo. Mislim tudi, da so ljudje v tem smislu zelo informirani, da so motivirani za te stvari, da pa ponudba tega nekoliko šepa. Ali je to zdaj ponudba infrastrukture, ali turistične, ali športne, oboje se mi zdi, da malo zaostaja za željami naših ljudi, ki so osveščeni, ki se želijo različnih doživeti v različnih krajih po Sloveniji, pa tudi seveda zunaj, ampak zunaj vidijo, da se da marsikaj narediti, ker pa mi nekako težko se lotevamo teh stvari. Ne vem zakaj. Na Bledu so najbolj razvite wellness aktivnosti in športne množične aktivnosti. Začetki wellness gibanja na Bledu segajo daleč nazaj v čase Arnolda Rickleya. In Arnold Rickley je pravzaprav na Bled prinesel nekaj novega. Za tisti čas, presenetljivo novega, skoraj epohalnega, ljudje so golo sončenje, biti v povezavi z zrakom, vodno in tako naprej in aktiven, vaditi, telovaditi je pomenilo biti fit. Po besedah doktorja Hermana Berčiča je potrebno to zasnovo peljati naprej. Vedno se je izpostavilo, da ima šport pomembno mesto, ga mora pridobiti in na ta način obogatiti tako imenovano sekundarno turistično ponudbo. Zdaj mislim, da je razvoj šel v pravo smer, mi smo obogatili en del že, ne pa še povsem. In recimo glede na vrste turizma, imamo šport torej zimski športni turizem posebej izpostavljen, pohodniški turizem, kolesarski turizem, na pohodu je wellness, jasno, kot poseben segment in še mnogo drugih podzvrsti, ki kažejo na to, da sodobni turist želi imeti doživljajske počitnice. Wellness je ena izmed najmlajših vej turizma, ki pa je v večini primerov na Bledu dobro razvita. Čutiti je primanjkljaj druge ponudbe, ki je glede na trende vedno bolj zaželena. Kaj pa kažejo trendi v turizmu? Trendi na trgu pri obnašanju gostov kažejo v dve pomembne stvari na teh področjih, ki ste jih vi omenila. Ena je ta, da gosti iščejo čim bolj individualizirano, personalizirano izkušnjo na destinaciji, na katero pridejo, čim bolj avtentično, pristno. Drug vidik je pa, da ljudje vedno bolj skrbijo za sebe, za wellness of the body and mind. In tle gibanje, poleg prehrane, neke meditacije in tako naprej, igra zelo veliko vlogo. Hkrati pa, če pogledamo mi turistične ponudnike, veste, gosti so zelo comfortable, če lahko temu tako rečemo, zelo udobje iščejo in oni sami ne bodo šli iskati, kaj v destinaciji obstaja. Mi moramo priti k njim in jim v hotelu predstaviti stvari. Zdaj pa, če pridemo na sam Bled, kar mi kot turistično gospodarstvo pogrešamo, je mogoče več iniciative strani destinacije v smislu razvija nekih integriranih turistično-športnih produktov. Govoriva pa primer o, ne vem, joga na supih na Blejskem jezeru. A veste, ko bi se mogla delati na nivoju destinacije, potem se pa preklopimo zraven vsi turistični ponudniki. Naloga nas turističnih ponudnikov je pa, da to čim bolj skomuniciramo našemu gostu, že preden sploh pride k nam, med rezervacijo, ko pride k vam, pa potem v samem hotelu, da to uporablja oziroma konzumira. Zdaj, nekaj stvari mi delamo sami, nekaj seveda je tudi destinacija dela. Tudi športne prireditve so že od nekdaj pomemben del športnih aktivnosti, ki so pomembno vplivale na razvoj turizma na Bledu. Prvotno so prireditve nastajale z namenom poživitve turističnega življenja. Čez čas pa se je namembnost začela prepletati, tako da je danes poskrbljeno za lokalno prebivalstvo kot tudi obiskovalce. Prostora za izboljšavo je seveda še veliko. Obarvan športno, vsekakor Bled kot turistična destinacija je tako imenovana prostočasna destinacija. Seveda se prepleta tudi kongresni turizem, poslovni turizem, ampak Bled je znan po svojih naravnih lepotah in to je tisto, kar najbolj Bled tudi uspešno trži v tujini kot en naravni biser. Tako da lahko v bistvu govorimo o tem, da ima Bled velik potencial za nadaljnji razvoj prostočasnega
turizma, turizma na odprtem, ki je seveda povezan potem z športnimi aktivnostmi, ki so praktično neomejene v tako lepi naravi. Seveda je izziv včasih potem prostočasnega turizma, ki je odvisen od lepe narave, tudi potem vreme in sezonskost. Zato je poleti tako zelo popularen postal, po zimi pa imamo še veliko dela, pa vendar menim, da je Bled, kot ste omenila, z tako veliko že znanimi prireditvami se postavil na svetovni zemljevid športnega turizma, vendar vidim jaz zdaj nek nadaljni razvoj v neko butičnost, v to, da se posvetimo, in to tudi upam, da bo današnja debata na to temo potekala. In kakšne so želje za prihodnost? Da se posvetimo vsakemu gostu posebej. Torej, da zvišamo kakovost bivanja naših gostov, da zvišamo kakovost izkušnje hotelske gostov na Bledu in ravno s tem, da povežemo šport in ga približamo gostom, ki stanujejo v hotelih. Pobudnik javne razprave o pomembnosti športa za turizem in njuni povezanosti oziroma sinergiji Dušan Gerlovič nam je ob koncu zaupal, da so bili akterji na javni razpravi složni o pomembnosti novih aktivnosti. Ko bo prišlo do vseh teh sinergij in realizacij, Bled ne more sprejeti 50.000 gostov. Zadeva bi morala biti organizirana tako, da sprejme manjše število gostov, bolj zahtevne goste z odličnimi programi, tudi hotelirji in pa tudi mi kot Fitness za Slovenijo lahko tu veliko pomagamo z našimi kadri, z našimi idejami. Danes imamo globalni trend biti fit, biti zdrav, wellness gibanje in ta možnost v Sloveniji je zelo dobra. Zavedati se moramo, da je šport, s tem tudi fitness industrija v Sloveniji krasna poslovna in poslovna priložnost za razvoj Slovenije in pa predvsem za razvoj turizma.